Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Free Kind, lepo pozdravljene. Zdravo. Pozdravljeni. Ja, če rečem mlade dame, je v redu, ne? V redu. V redu. Gre skozi. V letu 2023 ne veš včasih, kako je potrebno začeti, ampak z mlade dame vedno nekako pristanemo. Ne? Za začetek, da vas malce povežemo ime z glasbo, je Helena pripravila, kako temu rečemo, uvod, ne? Ja, vsekakor duo, katere nekako skupni imenovalec je bil Graz pa muzika in verjetno še kaj, kar bomo izvedeli v današnjem zadnjem Radio SI Main Stageu v tej sezoni. No, zanima je prvenec, ki je išel 9. junija. Pri nemški založbi so njuno prežemanje džeza, hip-hopa, R&B-ja pa še kakšne glasbene zvrsti vzeli zelo resno. Tudi njun slog jim je bil več kot blizu, svobodnjakinji 100% in še več, če bi obstajali. Kar se pozna seveda tudi v njuni improvizaciji nastopov, kjer ni matric, pa nič kaj drugega. Pri nas sta praktično nastopili na vseh večjih festivalskih odrih, tudi v tujini, no, ki pa leto za njiju verjetno pomeni kar eno precejšno prelomnico in povsem logično se sprašujemo, ali sploh še obstaja kak slovenski band, duo ali posameznik, ki bo imel tako zelo delovno glasbeno poletje. Kličeta Ziget pa Exit, številni odri, Nemčija, Anglija, Francija in še bi lahko naštevali. Danes boste zavzeli Kino Šiška, žal vam vstopnic ob današnjem Radio SI Main Stageu več ne moremo zagotoviti, no bomo pa na družbenih podarili prvenec Since Always and Forever. Dobrodošli na Radio SI Main Stageu. Dobro jutro. Hvala, jaz sem kar v transu od tega perfektnega radijskega ritma, to je bilo zdaj čist, jaz sem ti govori. Si ugotavljala, če si še v istem bendu, ne? Ja. Omenjen je bil Graz, začetki so seveda vedno zanimivi, ne? Koliko je bilo to go with the flow z začetkom, koliko je bilo načrtno, midve bova par spremenili glasbeni svet? Pri nama je vse go with the flow, tako da tak je bil tudi začetek, v bistvu zelo neplanirano, ampak potem na nek način prisiljeno, ampak se je vse zgodilo točno tako, kot se je moglo in ja, zato smo danes tukaj. Povej edino mikrofon. Vse se me sliši, a ne? V redu se sliši. Na začetku, da samo podarimo, ne, vidve sta mednarodna zasedba pravzaprav, ne, slovensko-hrvaška, ne? Res je. Hrvatska, idemo Hrvatska. Tako, pregovorno, ne, dobri slovensko-hrvaški odnosi, hrvaško-slovenski odnosi. Zdaj prihajajo počitnice, migracije narodov sem in tja, ampak vajna glasba ni tista, ki na terasah odmeva ob morju, ampak je neo soul, R&B, hip-hop, neka moderna. To je glasba, v kateri ste odraščali, ste si jo izbrali, vama nudi največ umetniške svobode. Kje je, recimo, ta glasbeni izraz? Ja, definitivno. Mislim, Sara je odraščala malo več v tem. Soul, funk, R&B. Jaz pa v bistvu sem imela odlično priložnost, da sem kasneje v mojem življenjskem obdobju se v bistvu odločila za igranje bobnov in imela izkušnjo iti v Kanado, ker sem preživela kar nekaj časa. In tam je bil v bistvu ta switch za mene in ko sem prišla nazaj, sem bila, wow, jaz pač hočem samo to početi. In tega tu ni bilo tako dosti, v bistvu tam pa v bistvu vsak dan, ko si šel ven, si lahko poslušal to glasbo, live, ne, mislim torej kot koncerti. In ko sem se vrnila, je bilo v bistvu, jaz želim točno to ustvariti tukaj. In tako smo se nekako povezali, ko sem je omenila in ko sem par artistov povedala, bila tako Sara, ja, pač to je to. In potem smo v bistvu začeli skupaj igrati in smo vedno več ugotavljali, koliko smo v bistvu influencirane. Vse je že v slovarjih, sploh ni iz te glasbe skupaj v bistvu. In potem je to najbolj naravno prišlo ven iz naju. Ampak da nista samo inštrumentalni sestav, je bilo potrebno se odločiti, kdo bo pel, ne? Zdaj, tvoja prva izbira ni bil mikrofon, ampak tipke, ne? Mislim tako, jaz sem vedno pela za sebe, mi je to bilo bolj terapevtsko, pač, ker sem igrala klavir, mi je bilo naravno, da nekaj si igram in pojem.
In potem sem enkrat igrala na enem džemu z Nino in zapela in je bilo super, vedno tako prepričati. Ja, no, jaz sem nehala igrati bobne od sile. Tako dobro je bilo. V glavnem in potem je nekako naravno prišlo do tega. Tudi ta zgodba s to organizatorko, ki je hotela organizirati en festival s tem drugim bendom in potem je rekla, ja, poznam ta bend, ampak jaz sem vas 2 enkrat slišala na enem džemu. In potem je ona tudi slišala mene 5. Jaz mislim, da je iz tega razloga bilo naravno, ok, predtem pač v tem projektu boš tudi pela. In in zdaj pač nimam izbire, ne. No, zate Main Stage danes ni prvič, ne? Bila si že Ja, kot bila sem gostja. s Punchy, ja. Ja. Smo bili tukaj. Ampak to bo že kar 2 leti od tega, no, vajna pot pa se je nekako od leta 2019-2018, ne? EP je bil kdaj izdan? 2019, tako je, v bistvu nisva rabile hoditi v šolo zaradi korone in sva bile v bistvu doma v svojem stanovanju in sva rekli, dajva se vse naučiti in dajva ustvariti končno nekaj, čist od from the scratch, ne. In je v bistvu ta EP nastal iz najinih rok, celotni produkciji pač. Ok. Helena, ne? Če bi mi dva najine otroke pustila doma pa rekla, da naj ne grejo v šolo, vprašanje, če bi bilo zmeraj rezultat tako uspešen, ne? Težko rečem, še ni šolo obvezna. No, jaz, ampak tudi kmalu me čaka ta zadeva. Ne bi prepustila otroka domu. Ja, po zadnjih izkušnjah, ko je vedno več zanimanja, ne, za stvari, je vsaka stvar rahlo nevarna. Ampak po drugi strani pa je treba pustiti svobodo, samo to da izkušnje za življenje. Ne. Brez vate pa se vse da. To sem ravno cilj, ne? Ta neka podpora, ki jo vsi prihajamo od doma in doma včasih rečejo, ja veš, pa srednja šola, pa fakulteta, pa ta služba, pa magisterij, pa doktorat. Ali pa muzika in ustvarjanje in koliko je bilo te podpore, ne podpore doma, kot kaže, posluha je bilo dovolj, ne? Mislim, pri meni je bil kar malo šok, ker jaz sem se prej profesionalno ukvarjala z športom in se spomnim, sem prišla domov, mam, jaz bom pač začela igrati bobne. Kako za to misliš? To ne gre tako, ti si zdaj služiš denar za tem, kako boš zdaj? In jaz sem bila res zelo naivna. Jaz sem bila, se imam jaz to, par let pa bo to šlo. Pa je v bistvu res drugače, ker glasba res traja obdobje neko, da daš skozi, da dobiš vse te neke osnove, ki jih v športu mogoče hitreje lahko osvojiš. Tako da je bilo, ker je bila borba, ampak na koncu so videli, da sem res serious in so me podprli. Ampak ja, pri tebi je bilo čisto drugače v bistvu. Mislim, jaz sem se od malega ukvarjala z glasbo, čisto zato, ker je družina tudi glasbena, sicer se niso profesionalno s tem ukvarjali, ampak je bilo pač, ne vem zdaj vsak dan, ampak glasba je bila del družine in tudi mogla sem iti v klasično šolo od 8. leta, ok. Ampak ja, je bila vedno nekje prisotna. No, če si dejala šport, ne, izbrala si inštrument, kjer je še največ rekreacije, ne? Ja, tako, recimo, nadaljujem to, v bistvu tradicijo. Zdaj recimo, ste kdaj začutili potrebo po še kakšnem gostujočem inštrumentu, recimo, ok, za kakšnim zborom in vokalisti mi je jasno, ampak recimo, da še kdaj rečeš kakšna kitara, je to sta še odprti za kaj takega, za kakšno gostovanje? Ja, midve se nikoli ne zapirava v bistvu vrat, vedno smo, trenutno je zdaj takšna situacija in tako furava, ampak se definitivno veselimo in sva že tudi sodelovali z marsikaterimi glasbeniki, tako da v bistvu so nam vedno vrata odprta in ko bo možnost in neka super priložnost, bova pa si želiva v bistvu ustvariti ta en malo večji projekt. Ok, toliko, da zdaj malce prekinemo z glasbo. Tudi na spletni strani prodaje vstopnic za Kino Šiška je bilo napisano Free Kind za tiste, ki bi radi poslušali recimo Lil Sims, ne? Tudi zato verjetno pač ena izmed izbor za današnjo muziko, ne? Res je, jaz sem največji fan Lil Sims, trenutno. Jaz imam ta obdobja, ampak trenutno je zdaj ona v moji playlisti skoraj vsak dan v bistvu. Tako da ima res hud flow, pa nekako dotakne se meni njena glasba, tako da zato sem izbrala. Potem pa prisluhnimo, da vemo, v katero smer bomo šli danes. Radio SI, Main Stage. 9:26 minut, Free Kind, lepo pozdravljene še enkrat. Še vedno tukaj. Oder je bil zdaj že, ne, preizkušen, zadihan, slišen, je kaj vibriral, ko ste imeli vajo?
vedno Vse vibriralo. Vse je vibriralo. Še zunaj dela na cesti tudi Ja, še vibrirajo. to dodatno. Recimo, ampak postavitev, ki jo imate na odru, ste zdaj že do dobra naštudirali ali je še mala improvizacija, ki recimo se Sara potem postavi ali kakorkoli? Ne, to je kar to zdaj trenutno. Dejansko lahko rečeš, I got your back. Ne? Ja, Ali kako? točno to. Prejle smo se izven etra pogovarjali o obrti. Ne? Zdaj, glasba je na nek način tudi obrt in obrtniško tudi sami dve uredita, zmiksata, sproducirata, edino v lakirnico pošljete drugam ali kako. Ne? Res je, ja. Smo se izučili iz prvega albuma, da je boljše, da neko stvar tudi prepustiš, ker drugače preveliko krat slišiš ta komad in potem še ga moraš celo leto igrati. Tako da smo se odločili, da dava in našli smo super ljudi, super podpora, ki tudi razumejo točno to, kaj želiva in odlično je sodelovati s takimi ljudmi. Nekako ste omenili, da vam je všeč ta bolj malce mehkejši analogni zvok, ne? Da so še ljudje, ki se lotevajo na tak način tudi produkcije. Ne? Ja, to je pač nekaj, kar nas je privlačilo in ko smo slišali od tega človeka, ki to dela, smo bile Griša, ja. Griša Kursove. Smo bile, to je to. Kaj pa potem recimo celostna podoba, ko imaš sound, ki je malce bolj retro, ne? Pa pol vizualija, ne? Konec koncev živimo v svetu Instagrama, Facebooka, TikToka, ne vem česa vse. Koliko je to zavestno, koliko se vidve pač tak ali tak že oblačite v privatnem življenju, tako koliko je vizualna podoba, grafika, vse to recimo zaobjeto v neko zgodbo? To se počasi razvija, bi rekla, smo toliko bili sfokusirani na glasbo, da zdaj nisva, pa malo nam je malo odpor do teh nekih stvareh, mi se zdi osebno, ampak ja, razumeva, da je to del te neke industrije in pač tudi na koncu konca vse, kar je lahko način, da se izražaš, je super, je lahko kreativno, sem pač se pravim, to je še neka pot, ki mogoče to še bolj iščeva, pa nismo čisto uskladili, jaz bi rekla. Zanimivo, ne, Helena, smo se pogovarjali danes takoj po koncertu, pravzaprav jutri že greta na pot, 9 ur vožnje v Nemčijo, v avto boste sami zbasali in odšli, ne? Moje vprašanje je, kakšen retro avtomobil? Skoraj, ja. Skoraj, ampak smo si zdaj mogli sposoditi novejšega, ker Z malo več prostora? Pa ni toliko prostor, kot je bilo vprašanje, če bi prišli do Nemčije. Ja, kakšen starih rož, Diana in... Berlingoti to so. Taki glasbeni, ne? Tako. Ja, 9 ur, ja, ni tako mala malica. Pa se poslušava zmes podcaste, pa bereva drugi knjigo, tako da nekako nama gre skozi. Ja, tako, čisto v realnem svetu stane, nič pa preveč digitalno. Tukaj je morda prednost Evrope, ne? V Evropi je vseeno veliko večjih mest, ki so na dosegu avtomobila. Ne? Ja, Res je, ja. Čeprav smo leto že ogromno leteli, jaz sem se celo uspela znebiti straha pred letenjem, kar sem ga imela na začetku. Brez kakšnih substanc. Brez, ja, vse je šlo. Brez dramine in tako, ker sem ga mogla na začetku, ampak sem bila tako zdaj pa dovolj. Tokrat smo leteli, da sem šla skozi, ker vsak strah v bistvu ga lahko predelaš, hvala, ja, če v bistvu greš tokrat skozi isto situacijo in evo. Ravno sem hotela vprašati, če je kdo tam zunaj, ne, ki bi potreboval takšen nasvet, Tako. kaj narediti? Ja, samo leteti. Vaja dela mojstra. Strah pred praznim tekočim računom, kaj narediti. V akcijo. V akcijo, tako. Počakati. Nič čakati. Nič čakati. Nič čakati, v Nič akcijo. čakati. Tudi srečka ne pomaga. Nič čakati, album nabaviti danes. Ne? Tako. Dosegljiv je že preko spleta, tudi na koncertu najbrž? Res je, prodajava jih tudi na koncertu, ampak tudi možno na najni internetni strani freekindmusic.com. Sta že poskrbeli tudi za vinilko, sem videl, ne? Tako da nista čakali na, ne vem, naročila, pa potem tako dalje. Ne, ker z prve, smo se menili o vinilki že dolgo, ti si taki fan vinilke. Jaz tudi sem, Sara je enkrat rekla, da sem hoarder, ampak to ni pravi izraz, jaz sem zbiralec vinilk, tako da je bilo res lepo, da mi je bil super občutek, da imamo zdaj tudi svojo vinilko doma. Sta dodali kak šum pri vinilki tam? Mislim, da ljudem že doma dovolj šumi. Če poslušaš v življenju, pač nek šum se najde. Tako, ja. Tudi recimo sem videl, majice so na voljo, skratka konkretna ponudba, kot je potrebno. Zokni tudi, tako da nogavice. Ja, tako, ne zokni, saj razumemo. Ne? Ja. V Nemčiji so pa itak zoken. Ne? Tako, da sploh, zoken.
sploh ni problema. Dobro, malce si bomo glasbeno oddahnili, glasbena so podpora, ne? Irma sta izdali nov single, nov videospot. Let's go. Tudi vi dve videospote snemate, ne? Ja. Zanimivo se mi zdi tako, najbrž delate s kakšno ekipo prijateljev, ne? Deluje tako domače, ne? Ja. Mislim, na zadnjega smo v bistvu posneli same v Londonu, jaz sem v bistvu hodila rikverc po ulicah Londona, Sara se je mogla pretvarjati, da ni dobenega okoli. Ja. In je bilo zanimivo, v enem momentu smo padle. Ampak drugače pa imamo odlično ekipo tukaj v Mariboru tudi, s katerimi smo povezani in je vedno veselje skupaj kaj narediti in ušpičiti. Dobro, ok. Irma, kot smo dejali, potem pa seveda nadaljujemo. Radio SI Main Stage. Tako, 9:36 minut, Sara in Nina, Free Kind. Kako poteka glasbeno ustvarjanje? Najbrž si ne naredite urnika, ne? Danes od 17 do 19, ampak ko se... To pa sem presenečen. Mogoče. Ne, imamo pa res, moramo pa imeti urnik, imamo skupni ta planer, to-do listek, zaradi tega, ker drugače ne prideva skozi, ampak ustvarjanje pa ne moreš zares planirati, ampak je pa res, da imamo včasih, da greva skupaj na plac, pa džemama, ali pa, ne vem, Sara pride z neko idejo, ali pa jaz nekako zaigram neke akorde, pa sem tak, Sara, mi pomagaš in potem ustvariva. Ne, čeprav jaz vedno rečem, moj najljubši komad na albumu je v bistvu Soninini akordi, tako da jaz ne vem, kaj se jaz sploh trudim. Omenili sta plac, ne? Kje je plac? Plac imamo v bistvu v legendarni pekarni, tako da na edinem pravem mestu v Mariboru, kjer moraš imeti plac. Ja, kjer je elektrika zmeraj, razen če ni. To doskrat se zgodi, da moraš iti varovalko nazaj vršiti. To je res. Drugače, avtorska glasba, seveda jasno, ne? Prva zapoved, ustvarjanje besedil, domena obeh ali bolj od Sare? Ja, bolj moja, ampak vse gre čez ček, pri Nini tudi. In potem... Ja, nazaj dobi v bistvu rdečo, pa podčrtano. Pa. Angleško bo ostalo ali bo tudi kakšno presenečenje? Mogoče če bo presenečenje, bo tudi presenečenje za naju, ampak se tudi pustiva presenetiti. Dobro, ampak seveda moram pohvaliti seveda samo artikulacijo in izgovorjavo, ne? Vse sliši zelo dobro, ne? Težko je prepoznati, bom rekel, da nisi native pevka, recimo, ne? Koliko je bilo te vaje, koliko je to sam naraven posluh, talent za jezike, recimo od zadaj? Mislim, jaz sem že v vrtcu šla na angleščino, meni je to bilo pač čist, pač nekje jeziki pa glasba mi je ful blizu, mi je ful tudi skoraj enaka stvar, ker imate neke svoje pravila, ampak tudi svoj to neko melodijo in ritem, tako da mislim, da je naravno, ja, načeloma. Sem tudi pač se s tem ukvarjala čez življenje. Koliko pa je recimo ta formalna glasbena izobrazba se vam zdi pomagala pri vajni glasbi, dojemanju glasbe, ali je včasih ta strukturiranost mogoče tudi ovira pri neki prosti formi? Ja, odvisno kak si kot osebnost, ne, enima ful paše pa rabijo to strukturo. Jaz bi rekla, da je struktura pa neka rutina do vadenja in do discipline, do inštrumenta in nasploh glasbe pa ukvarjanja z glasbo je že v redu, ampak ta nek drug nepotreben mogoče stres pa pritisk samega nase se zgodi, ne, v tem okolju, pa tudi odvisno kakšen je profesor, ker je tudi samo nek človek, ki v bistvu ali se s tem lahko ukvarja, v bistvu ne bi rabil, ne, iz pedagoške strani, kar je dostkrat žal zgodba na akademijah in takih inštitucijah. Ampak jaz sem imela srečo vse osebno, ja, tako da mislim, da če je tako, kot mora biti, je lahko ful odprt kreativen prostor za mlade ljudi, ki se potem lahko razvijajo, tudi če je akademija. To je pač žal različno. Zdaj sem videl en izmed zadnjih postov, ki ste ga objavili, pa tudi nasploh zadnji komad, no, bolj hip-hopersko, repersko si se lotila, koliko ti je to blizu, recimo? Ja. Jaz mislim, da je to bolj, mislim, okej, mi je ful blizu za poslušati, ampak jaz mislim, da ta rap me malo vedno ni napušča, ker pač
jaz kot osebnost zdaj nisem najbolj, ne počutim se neki full coolska, pa zdaj bom, ne vem, ampak kar je point repa in tega načina je, da je full, mi se zdi, da je zelo direktno, pač ni bolj direktno, kot imaš glasbo, ritem in nek vokal, skoraj kot nek speech z full energije in mi se zdi, da se full dobro in močno prenese na človeka in zato sva, mislim, vse to pravim, kot nisem zato, pač jaz sem še mal šaj, ne, ker sem, kot je Nina razlagala, bila načeloma za klavirom in mi je to naravno in to lahko počnem, tam tipkam, ampak pač tista vsa prezenca, pevca pa nekega človeka, ki je pač, še se malo navajam, mi se zdi, ampak okej. Drugače je glasbeno, sva obe zelo ljubitelji te scene in tudi pač, ne vem, The Roots pa Kamen pa vsa ta zgodba, vsi ti ljudje z sporočilom je zelo pomembno in ful pride skozi rap pa hip-hop kultura, to tudi nese, ne ta mainstream, ki je pač cash in kakorkoli, ne, tisto bolj kapitalističko površno, ampak ta res, ta prav je pač prav narejena za ljudi in za probujanje ljudi in za deliti nek tudi optimizem in nek hope in dvigovati eno celo community ljudi in praktično na noge skozi glasbo, kar je ful lepo in pač sva srečni, da sva lahko del tega na način, da se pač to izražava. Tako da, ja. No dobro, kot si omenila tudi The Roots, recimo, ne, tudi oni imajo živo odigrano muziko, ne, in to je recimo ta pristop, ki je mogoče malce drugačen, ne, ker v zadnjih letih je prišla pač ta trap produkcija, neka matrica, ono tisto, ne, vama je seveda bliže, ne, da gre to za nek to hip-hop kulturo, sporočilnost, MC, ampak z nekim backom z muziko, ne. Ja, se mi zdi, da se pač vedno bolj obe tudi vračamo nazaj v to. Tudi mi dve smo šle skozi celotno to neko overproducing, pa matrice, pa to, pa so v bistvu ugotovile, da naj to ne napolni zares, oziroma da ne moreva res izraziti sebe iz res najbolj pač globoko, kaj je možno, in zato se zdaj same tudi vračava vedno bolj nazaj na akustične inštrumente in pač stremiva prema temu, da ne igrava z dobenimi matricami v bistvu. Ok, zato da pride tako, kot je bilo samo mišljeno, spravi neka podstat, nek oder, na katerega se postaviš in potem skupaj s tem odrom, ne, sporočilo daš naprej, ne. Tako je. Samo idejo. Dobro, hvala lepa, glasbeni premor bo sledil takoj po cestah. Radio SI, Main Stage. Tako, Free Kind, še slabe pa ure do koncerta, ampak preden omenimo kaj in kako na koncertu, Helena, zaslišanje. Ne bo nič hudega. Vprašanje je eno, namenjeno pa obema. Okay. Ponovitve niso dovoljene, prva asociacija je najboljša. Okay. Ja. Prva stvar, ki jo narediš na vse zgodaj? Sprehodim se v parku. Izklopim komaj alarm. Knjiga, ki ste jo nazadnje prebrali? How to Think and Grow Rich. Siddharta, v bistvu, da sem celoti prebrala spet. Koncert, ki ste ga nazadnje obiskali? Little Sims? Ja. Ne, v bistvu nekaj dobro. So koncertni odri tudi čas za dopust, za ogled bližnjih znamenitosti? Ja, odvisno, če imamo možnost, da je tonska hitra, si še uspeva kaj pogledati. Če bi imeli možnost zavzeti en svetovni oder, kateri bi to bil? Picnic with Roots. Okay. S katerim glasbenikom bi si delili kakšen oder? To sploh ne Little Sims. Poleg glasbene nadarjenosti, kakšna se še skriva pri vama? Poleg športne? Šport. Ja, nič, kaj jaz kuham. Ti imaš pač te filmčki pa to. Apropo filmčki, digitalni arhiv ali Facebook album ali domač dobri stari? Oboje. Z razvitimi fotografijami. Ampak v bistvu imamo razvite fotografije. Če bi se danes srečali na cesti kot 15-letnici, kaj bi si svetovali? Ti bi meni rekla, da se malo sprosti, no? Jaz bi tebi rekla, kar začni že z bobli. Ja. To je to. Hvala lepa. Prepozno se ti zdi, da je začela z bobli? Ne, samo takrat bi že vsem dala počasi vedeti, da jih ne na tok
Ja, da je ni šok. Ja. Ker jaz sem bil tak, 19, 20 se zares odločila. Predtem je bilo vse malo tako. Ampak ni prepozno, ne? Če imaš ta passion, ta drive. Tako je in to tudi, zato smo tudi napisali eno pesem, oziroma je Sara, hvala še enkrat, napisala tako malo za mene, da je Reach for the Stars je v bistvu točno to, it's never too late, ne? Ker če se nekdo res posveti, pa da čas, pa gre skozi vse frustracije, ki spadajo k temu, Ne, na tudi koncu. to mislim, ker je drugače okolje, ne? Če se ti ukvarjaš z glasbo ali pa če si v športu, je ful ena drugačna družba in pač se spremeniš tudi kot človek, ker se pliva zelo okolje na nas, tako da to sem tudi malo mislila. Ampak, ker si prej omenila Siddharto, ne? Je pa tisti neki balans, ne? Srednja pot, tudi verjetno zate Nina, ne? Srednja pot, nekaj športa mora ostati najbrž, drugače se mlečna kislina nakopiči in se vozli naredijo. Ne? Res je, definitivno športa vsem priporočam forever do konca. In da za konec zaključimo s pogovorom in seveda s koncertom, ki nas čaka. Na uro ne bomo gledali, ne? Imamo sicer neke pol ure na voljo, ampak kaj sta pripravili recimo? Mislim, da smo pripravili en tak, komplet. Hotela sem reči en venček. Venček najnih komadov. V bistvu, zdaj, ko razmišljam, so vsi z albuma. Tako danes ste že slišali, ker so šli ven kot single, eni pa so še čist fresh in danes za vas na Prezentiramo. Dobro, hvala lepa, bom rekel. No. Prepričali ste me v pogovoru, zagotovo nas boste prepričali tudi na odru. Uspešen koncert tudi danes zvečer v Kinu Šiška, uspešno turnejo, želim srečno pot in seveda dober vibe, ne, celo poletje. Hvala lepa. Enako. Radio SI Main Stage.